Delo preiskovalca je pogosto nehvaležno, še posebej, ko se soočajo s primeri, ki se zdijo brez razlage. Včasih so storjeni zločini ali ljudje izginejo, pomanjkanje dokazov pa povzroči, da primer obstane na mrtvi točki. V nekaterih teh primerih odgovori nikoli niso najdeni in skrivnost nikoli ni razrešena. Mary Lou in Stephen Gary sta svojo nesrečno zakonsko zvezo začela leta 1983, končala pa se je tragično na Valentinovo leta 1986. Par, ki je vodil zavarovalniško podjetje, večinoma iz svojega premožnega doma v Sugarlandu, so pogosto videvali, kako se prepirata, kar je Steven zanikal. 14. februarja je Steven delal v pisarni. Tistega popoldneva je prosil Mary Louino mamo, Marijo, naj preveri, kako je z Mary Lou doma, saj je trdil, da je ne more dobiti glede Valentinovega ali Marijine rojstnodnevne zabave. Marija je našla vrata priprta in odkriva, da je 33-letna Mary Lou mrtva ležala z obrazom proti tlom, napadena z 2 strelnima orožjema. Nužni poskusi oživljanja Mary Lou z injekcijo v srce so onemogočili določitev časa smrti. Steven je predlagal, da je šlo za spodletelo vlom, saj naj bi izginilo za $35,000 nakita, krznenih plaščev in drugih dragocenosti. Marija se ni strinjala in je povedala, da nič od Mary Lou ni izginilo. Steven, ki je trdil, da je hišo zapustil ob 6:30 zjutraj in se odpravil v pisarno, pri čemer so postanke potrdile priče, je Mary Lou poklical ob 7:30 zjutraj za 5-minutni pogovor. Kljub potrjenim opažanjem pa je zasebni preiskovalec dvomil o njegovem časovnem poteku in namignil, da bi se lahko neopaženo vrnil domov. Preiskovalec je tudi opazil, da je Steven naslednji dan ponovno obiskal svoje postanke in ljudem spomnil, da je bil tam 14. dne. Za dodatno sumljivost je imel Steven zavarovalno polico za Mary Lou v vrednosti $435,000. Sam pa je imel $120,000 dolga. 10 mesecev kasneje mu je sodni nalog preprečil, da bi prejel zavarovalnino. Nobenih drugih osumljencev niso nikoli identificirali. Čeprav družina Mary Lou verjame, da je Steven odgovoren, mu nikoli niso vložili obtožnice in primer ostaja nerešen. Bilo je 26. julija 2025, ko je državni park Hudičev Brlog postal nepričakovano prizorišče nenavadnega dogodka, ki je pustil neodgovorjena vprašanja. Tistega dne je policija prispela na prizorišče, kjer sta bili 2 mladi dekleti prepuščeni sami sebi. Njuna starša pa sta ležala drug ob drugem le nekaj metrov stran, prekrita s krvjo in brez diha. Tistega dne sta se 41-letna mati Kristen Brigg, njen 43-letni mož Clinton in njuni 2 hčerki odpravili na družinski pohod v park, vendar se niso vsi vrnili domov. Družina je hodila po sprehajalni poti, ko je nenadoma iz svojega skrivališča skočila neopažena oseba in se vrgla na Clintona, pri tem pa uporabila oster nož. Kristen je zbrala svojih hčerki in stekla z njima po poti proti avtomobilu. Ko so bile na varnem, se je obrnila in stekla nazaj, da bi pomagala svojemu možu. Ko je prispela, je bilo že prepozno. Bil je v zadnjih trenutkih svojega življenja. Zdaj je Kristen videla obraz napadalca, zaradi česar je postala priča, ki je ni bilo mogoče pustiti pri življenju. Po pogovoru z več pohodniki na tem območju tistega dne so preiskovalci začeli sestavljati možen profil svojega osumljenca. Bil je bel moški, oblečen v temne hlače, s kapo, s šiltom, sončnimi očali in rokavicami brez prstov. Domnevno je seboj nosil črn nahrbtnik in imel oblečeno temno-rjavo majico pod srajco z dolgimi rokavi, katerih rokavi so bili zavihani. Priče so poročale, da so ga videle, kako se je peljal proti izhodu v 4-vratni limuzini s prekrito registrsko tablico. Verjame se, da je bil avto Mazda, ki so ga videli, kako se pelje po državni cesti 170 ali 220 v bližini parka na gozdnatem območju. Kasneje bi bila objavljena skica osumljenca in sledilo bi 5-dnevno iskanje. 30. julija je policija prijela osebo, za katero verjamejo, da je bila odgovorna za zločin. V lisicah in pospremljen v zaporniško cevico je bil 28-letni Andrew James McGann, ki se je pred kratkim preselil v Arkansas, kjer naj bi začel novo službo kot učitelj v javnih šolah Springdale. Vendar še ni prišel v stik z družinami ali učenci. McGann nima kazenske preteklosti, duševnih bolezni ali motiva.
Ob aretaciji je domnevno priznal, da je storil zločin in trdil, da je najprej napadel Clintona, medtem ko je Kristen hitela otroke spraviti na varno. Den po aretaciji je bil McGann obtožen 2 točk hudega umora. Koda med sojenjem je izjavil, da ni kriv, s čimer je postavil pod vprašaj razlog za svoje prvotno priznanje. Vendar pa so se dokazi DNK na prizorišču zločina ujemali z njegovimi. Bistvena telesna tekočina, ki so jo uporabili za povezavo McGanna s prizoriščem zločina, je izvirala iz poškodbe, ki jo je utrpel med napadom na žrtve, ki so ga obupano poskušale odgnati. Čeprav so imeli osumljenca, skrivnost še zdaleč ni bila razrešena. Kar preiskovalcem ni uspelo ugotoviti, je, zakaj bi McGann brez motiva, brez povezave z žrtvami in brez kriminalne preteklosti izvedel tako drzen in silovit napad. Policija ni našla nobenih opozorilnih znakov, da bi načrtoval ta zločin, zato so izključili možnost vnaprejšnjega načrtovanja. Prav tako se ni trudil prikriti svoje identitete in so ga opazile številne priče, ki so ga lahko prepoznale, pa tudi nadzorne kamere. Na obtožnem naroku je McGann komaj kaj spregovoril in je ves čas kazal zelo malo čustev. Kljub temeljiti preiskavi, policija še vedno ni našla razloga za to grozljivo dejanje. Osumljenec pa prav tako ni veliko pripomogel k iskanju odgovorov. Trenutno poteka dolgotrajen pravni postopek. McGann ostaja v priporu in pričakuje se, da se bo januarja 2026 pojavil na sodišču, kar naj bi, upajmo, prineslo odgovore in zaključek temu vznemirjajočemu dogodku. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je bilo vedno več primerov serijskih morilcev. Eden od domnevnih morilcev, znan kot serijski morilec iz Tai Nong Northa, pa kljub najboljšim prizadevanjem oblasti nikoli ni bil ujet. Primer se je začel 30. maja 1980, ko je bila iz Frankston Northa v Viktoriji v Avstraliji prijavljena pogrešana ženska po imenu Alison Rook. Njeni prijatelji so policiji povedali, da bi morala ujeti avtobus do trgovine v Frankstonu. 5. julija je njeno truplo v Grmičevju ob McClellan Driveu našel moški, ki je v tistem območju sprehajal svojega psa. NATO so okoli 14. ure 6. decembra 1980 trije moški, ki so odlagali odpadke v starem peskokopu na Brew Road v Tai Nong North v Viktoriji, naleteli na pretresljivo odkritje. Eden od moških je opazil nekaj nenavadnega v Grmičevju in ko je šel pogledat, je z grozo ugotovil, da gre za človeške ostanke. Skupina je takoj obvestila policijo in sledila je skrivnost, ki policijo zmede še danes. Ko je policija preiskala območje, je našla ne le omenjene ostanke, temveč tudi ostanke vsaj še 2 drugih oseb. Ostanke so odstranili in jih poslali v laboratorij na analizo. Rezultati pa so pokazali, da pripadajo 3 različnim ženskam: Catherine Headland, Anne-Marie Sargent in Bertha Miller. Bertha je izginila potem, ko je prijateljem povedala, da namerava odpotovati v metodistično cerkev West Leyan v Glen Irisu. Medtem ko so Catherine nazadnje videli pri njenem fantu v Berwicku okoli 11. ure dopoldne, 28. avgusta tistega leta. Ana Marijo so prijavili kot pogrešano 6. oktobra, potem ko je okoli 9:30 zjutraj zapustila materino hišo v Cranburnu. Materi je povedala, da namerava ujeti avtobus za Dandenong in da bo nato šla na pošto v Clyde. Naslednje leto, 9. oktobra 1981, je Joy Carmel Summers izginila z avtobusnega postajališča v Frankstonu, potem ko so jo tam zadnjič videli okoli 1 ure zjutraj. Odpravila se je v trgovino v Frankstonu, vendar je niso nikoli več videli. Njene posmrtne ostanke pa so kasneje našli na odročnem območju v Frankston North. 3. februarja 1983 je moški vozil po avtocesti Princess v Tai Nong North, ko mu je spustila pneumatika. Ustavil se je ob cesti in medtem ko je menjal pneumatiko, je v bližnjem grmu opazil kost, ki jo je nato odnesel na policijsko postajo Warrego. Območje so preiskali in odkrili posmrtne ostanke druge ženske, Narimal Stevenson. Policija je v takrat izjavila, da verjamejo, da imajo opravka s serijskim morilcem, ki je bil v tistem času aktiven na teh območjih, vendar jim doslej ni uspelo identificirati osumljenca. Povsem mogoče je, da je imel še druge žrtve, vendar njegova identiteta ostaja neznana.
Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o teh primerih, naj pokliče Crime Stoppers Victoria na številko 1-8-0-333-000. Bil je 21. januar 2025 in v Patagoniji, v Čilu, je bila tišina oglušujoča. Majhna rdeča lučka na fotopasti je bila edina svetloba, ki se je borila proti zgodnji jutranji temi. Fotopast je bila postavljena za projekt, ki je spremljal divje živali. Kamera pa ni ujela le pume in pudujev. Ujela bi nekaj nenavadnega in nepojasnjenega, nekaj, kar bi vse pustilo brez besed. Kamera je na robu travnika, čim dlje stran od katerekoli javne ceste ali naselja. Osredotočili so se na ravno obzorje, brez uličnih luči in mimoidočih avtomobilov. Kljub odsotnosti kakršnega koli možnega vira svetlobe, ob 0:22 sta se skrivnostno pojavila dva taka vira neznanega izvora. V samo 2 sekundah so bile posnete 3 fotografije, ki razkrivajo trenutek, ko sta se na kameri pojavili 2 luči brez vidnega vira. V tem času je bil posnet tudi kratek video, ki je bil upočasnjen, da bi prikazal njuno gibanje. In luči se pojavijo iz nič, spuščajoč se z vrha vidnega polja. Najprej je viden večja krogla, kmalu zatem pa še manjši predmet. Obe luči se zdita, kot da oddajata svetlobni pas, verjetno zaradi bleščanja leče na kameri. Predmeti ostanejo pred kamero, jo zaslepijo, nato pa izginejo in za seboj ne pustijo nobene razlage. Tudi ta določena kamera ni edina v uporabi. Še 64 kamer nadzoruje Patagonijo in ognjeno zemljo v Čilu kot del tega projekta. Kljub velikemu številu snemalnih naprav je le ena ujela ta nenavaden pojav, kar je strokovnjake pustilo v dvomih, kaj bi ga lahko povzročilo. Ponujene so bile običajne razlage za ta nerazložljivi pojav. Segajo od žuželk, ki letijo preblizu leče, do pajkovcev, ki plezajo čez kamero. Prav tako je bilo predlagano, da so bile luči plazmoidi, kratkotrajna oblika plazme, ki ni dobro dokumentirana in jo v naravi redko opazimo. Obstoj plazmoidov je pogosto omenjen skupaj z obstojem kroglaste strele. Kljub številnim teorijam pa so strokovnjaki soglasni, da izvor nenavadnih luči za zdaj nima dokončne razlage in ostaja skrivnost. 24-letni Larry Morris je bil leta 1974 študent v Tulsi v Oklahomi. V prostem času pa je delal kot začasni seizmografist. Znano je, da je aprila tistega leta pravkar zaključil delo v Rivertonu v Wyomingu in da je imel načrte za nadaljnje podobne raziskave. Svojim prijateljem in družini je povedal, da načrtuje izlet v Narodni park Yellowstone in da se bo nato odpravil domov v svojo hišo v Wyomingu. Njegova družina je postala zaskrbljena, ko jih je njegov šef kontaktiral in povedal, da se v ponedeljek po predvideni vrnitvi ni pojavil na delu, zato so odprli primer pogrešane osebe. Preiskovalci so odpotovali v njegovo stanovanje in v preiskavi niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju. Vendar so domnevali, da se mu je zgodilo nekaj hudega. Preden je prišel domov, verjetno nekje med Rivertonom in Jacksonom, saj ni bilo nobenih dokazov, da bi sploh prispel v Yellowstone. Podrobnosti o primeru Larryja so bile poslane policijskim oddelkom po vsej državi in kot rezultat je prišla prva sled. Šerifov urad v Twin Fallsu v Idahu je stopil v stik s preiskovalci in jih obvestil, da so pridržali moškega po imenu Larry Marvin Morris, ki je bil osumljen vloma. A to ni pripeljalo nikamor, saj so nato ugotovili, da je bil vlomilec v resnici po imenu Jack Lincoln. Dal je lažno ime, ker je bil iskan zaradi pobega iz centra za pripravo na pogojni odpust v Koloradu. Ugotovili so, da je bil v navezi z drugim zločincem, Jamesom Jagersom, s katerim si je prej delil zaporniško celico. Ko so ju preiskali, je policija pri njima našla Larryjevo vozniško dovoljenje in kreditne kartice. Poleg tega pa so ugotovili, da sta najela avto na Larryjevo ime. V vozilu so našli dokaze o drugih vlomih in vsakemu od njiju so prisodili 15 let zapora. Preiskovalci so verjeli, da vedo, kaj se je zgodilo z Larryjem, vendar nobeden od moških ni bil pripravljen sodelovati. Vztrajali so, da Larryja nikoli niso srečali, čeprav so imeli pri sebi njegove stvari, ko so jih ujeli.
Nekaj dni kasneje so sporočili, da so Lario Alto, Ford, iz leta 1966 našli v avtomehanični delavnici v San Franciscu. Tukaj sta vlomilca najela avto, v katerem so jo našli, in domnevali so, da sta poškodovala Lario avto, ter bila prisiljena najeti drugega z njegovimi podatki. Lariev avto so na koncu popravili in ga vrnili njegovi družini. Glavna teorija je, da sta Morris in Jagers nekako uspela priti v Lariev avto, verjetno med tem, ko sta štopala, in med potovanjem med Rivertonom in Dubois sta mu vzela življenje. Sumijo, da sta njegovo telo pustila v gozdnatem območju blizu avtoceste. Ta območja pa so temeljito preiskali, vendar Laria niso nikoli našli. Nažalost, takrat niso zbrali nobenih DNK dokazov in primer je obstal na mrtvi točki. Nesporni dokazi so morda končno tukaj. Dokazi, potrebni za potrditev, da je Mars nekoč lahko vzdrževal življenje, ali pa bi lahko v bližnji prihodnosti postal primeren za bivanje. Nasino vozilo Perseverance na Marsu potuje po površju skalnatega rdečega planeta in zbira ključne informacije. 18. julija lani je med raziskovanjem formacije Bright Angel v kraterju Jezero kamera posnela obročaste značilnosti, imenovane Leonardove lise, in majhne vozličke, imenovane makova semena, znotraj muljevca, znanega kot Chiava Falls. Po celotni dolžini Chiava Falls potekajo velike bele žile kalcijevega sulfata. Med temi žilami je rdečkasta snov, kar nakazuje prisotnost hematita, enega od mineralov, ki prispevajo k zarjaveli barvi Marsa. Zdi se, da temne leopardje pike nastanejo zaradi kemične reakcije, v katero je vključen hematit, ki spremeni skalo iz rdeče v belo. Takšne reakcije lahko sprostijo tudi fosfat in železo, kar povzroči nastanek teh izrazitih črnih obročev. Znanstveniki predlagajo, da so prav te reakcije lahko vir energije za mikrobe. Poleg leopardjih lis v prostoru prevladujeta še dve minerali, vivianit in gregit. Vivianit potemni po izpostavitvi svetlobi in oksidaciji železa iz dvovalentne v trivalentno obliko. Ta mineral najdemo na območjih razpadajoče snovi. Gregit je mineral železovega sulfida, ki ga lahko najdemo v nekaterih magnetotaktičnih bakterijah. Predstavlja ključen vidik starodavnega okolja zaradi svoje občutljivosti na žveplove razmere. Prisotnost teh dveh mineralov nekoliko povečuje verjetnost, da bi se mikrobno življenje lahko ohranilo na Marsu. In morda celo nakazuje, da je bil ta pusti planet nekoč poln bujnega zelenja. Instrumenta Pixel in Sherlock sta kartirala te teksture ter kemijske sestave prisotne v muljevcih, pri čemer sta zbrala vzorce na območju Chiava Falls. Eden takšnih vzorcev, Sapphire Canyon, je bil od takrat poimenovan in velja za najbolj obetavnega kandidata za nekdanje življenje na Marsu. Kljub temu, vsaka verjetna sled vedno pušča možnost za drugačno razlago. Skrivnost, ali je življenje na Marsu mogoče ohraniti ali ne, se poglablja s prisotnostjo hidrotermalnih reakcij. Znanstveniki so ugotovili, da lahko takšne reakcije, redox gradienti in geokemične poti vse posnemajo biosignature. Vprašanje je, ali so leopardje pike znak za Mars, ki omogoča življenje, ali pa gre le za navidezni dvojnik. O življenju kapitana Jamesa Williama Boyda, ki je služil v vojski konfederacije, natančneje v 6. pehotnem polku Tennesseeja med ameriško državljansko vojno, ni znanega veliko, vendar je on predmet nenavadne teorije zarote. Znano je, da je Boyd postal vojni ujetnik, potem ko so ugotovili, da je vohunil za jug in da je med zaporom prejemal določeno ugodnejšo obravnavo. Pridobil si je zaveznike med nekaterimi zaporniškimi stražarji, ki jim je posredoval informacije o načrtovanih pobegih iz zapora. Kmalu so nekateri njegovi sojetniki začeli sumiti, da je ovaduh, in pojavile so se grožnje njegovemu življenju. Obupano si je želel priti iz zapora, zato je po tej teoriji decembra 1864 pisal Edwinu Stantonu, ministru za vojno. Vedel je, da bi mu Stanton lahko zagotovil izpustitev, zato se je obrnil na vodjo nacionalne detektivske policije, Lafayetta Bakerja, ki se je strinjal, da bi lahko Boyd bil zelo koristen za severnjake. Baker je skoval načrt, po katerem je Boyd trdil, da njegova družina trpi zaradi njegovega zapora in tako je bil izpuščen iz zapora.
Nato je začel delati za Bakerja in njegova naloga je bila, da kartira vse možne poti za pobeg iz Washingtona. Ko je bila karta dokončana, je izročil njen izvod Bakerju, vendar je original obdržal zase in po teoriji je ta vseboval več lokacij, kjer bi konfederacijski vojaki lahko našli pomoč in način za pobeg. Te lokacije so bila Surratt Tavern, dom zdravnika po imenu Mudd, hiša Samuela Coxa, pa tudi hiše v lasti Elizabeth Quisenberry in še enega zdravnika po imenu Stewart. Teorija nadalje trdi, da je Stanton rekrutiral Boyda, da bi pomagal pri atentatu na takratnega predsednika Abrahama Lincolna, vendar ni nameraval izpeljati načrta. Pobegnil je in vsi poskusi Stantona, da bi ga našel, so bili neuspešni. To je bil velik problem za Stantona, saj je imel Boyd veliko škodljivih informacij. Najhujša med njimi pa je bil načrtovani atentat na predsednika ZDA. Kljub temu je načrt potekal naprej in John Wilkes Booth je prevzel Boydovo mesto, ali pa je tako pisalo. Po izvedenem atentatu je Booth odpotoval do mostu Navy Yard Bridge, kjer so ga vprašali za geslo, ki mu ga je dal Lyndon B. Johnson. Dovolili so mu stop v Maryland, nato pa je odpotoval v Surrattsville. Po skrbi zlomljene noge se je nato srečal z Boydom v hiši gospoda Coxa, človeka, ki je pomagal pri pobegih vojakov konfederacije. Boyd je pomagal Boothu najti dobro skrivališče, nato pa je odpotoval do reke Rappahannock. Dogovoril se je za srečanje z Johnom Singletonom Mosbyjem, za katerega je trdil, da lahko Boothu pomaga v zameno za $300, na kar je Booth pristal. Med iskanjem Bootha je postalo očitno, da je sledil eni od poti na Boydovem zemljevidu. Zato je bil izdan ukaz za aretacijo Bootha in končanje Boydovega življenja. Dne 25. aprila tistega leta so Boyda izsledili do skednja na kmetiji gospoda Garrett, vendar se ni hotel predati. Skeden je zagorel, a Boyd se še vedno ni hotel predati. Na koncu je bil ustreljen, izvlečen iz skednja in kmalu zatem umrl. Veliko ljudi je prepričanih, da je ta teorija resnična, vendar se Boyd ni mogel braniti pred temi trditvami. Zato je malo verjetno, da bomo kdaj izvedeli, ali se je ta različica dogodkov res zgodila. Nicole Laguerre, žena Leonarda J. Mercurija, je pojasnila, da je njen mož vodilni tehnični risar, človek, ki jo v skupnosti dobro pozna. On je nekdo, ki ga imajo vsi radi. Njegova zabavna in pustolovska osebnost je v nasprotju z njegovim sproščenim, prilagodljivim značajem. Prav vse te lastnosti naredijo Leonarda tako opaznega in zaradi njih je njegova odsotnost še toliko bolj očitna. Po besedah Nicole je bil njen mož diagnosticiran z duševno motnjo, ki se je poslabšala med srečanjem 25. novembra letos. V dneh po srečanju je Leonard postal vse bolj vznemirjen in na koncu je bila sprejeta odločitev, da mu zagotovijo nujno medicinsko oskrbo. 29. oktobra je bil 57-letni Leonard sprejet v bolnišnico Haywood v Gardnerju, kjer je prejel medicinsko zdravljenje, da bi si opomogel. 2 dni potem, ko je bil sprejet v bolnišnico, ob 3 uri zjutraj 31. oktobra, so policisti nepričakovano potrkali na vrata Nicole. Prišli so z nujnimi novicami. Leonard je pobegnil in je zdaj pogrešan. Domnevno je Leonard razbil okno v svoji sobi, splezal ven, stekel na streho bolnišnice, skočil dol in pobegnil. Nicole je za preizkušnjo okrivila bolnišnico in zahteva odgovore, kako je lahko njen mož pobegnil, čeprav naj bi ga stražar pazil. Po telefonu je govorila z medicinsko sestro in psihiatrom, ki sta ji povedala, da je bil ob Leonardovem pobegu prisoten stražar, ker je bil Leonard sprejet po nujnem postopku. Razlaga ni pojasnila, kako je do dogodka sploh prišlo ali zakaj ga nihče ni poskušal ujeti. Po nenadnem in nepričakovanem izginotju bi policija v Gardnerju izvedla intenzivno preiskavo. Ker je pogrešani moški ogrožena oseba, je policija zagotovila, da bo storila vse, kar je mogoče, da ga najde. Obsežne iskalne akcije na terenu so prečesale ulice, bližnje gozdove in stavbe. Pripeljali so kinološke enote, da bi ga izsledile, in sonarji so prečesali mesto. Vsa ta prizadevanja so se izkazala za zaman in s časoma so začela pojenjati. Nicole je od takrat iskanje vzela v svoje roke in začela zbiranje sredstev na GoFundMe, izkupiček pa bi namenila zasebnemu preiskovalcu.
Potrebovala je le en dan, da je zbrala potrebna sredstva. In Dana Preston iz Rockwell Investigations se je vključila v primer. Preston je ugotovila, da je Leonard stekel v bližnji gozd in se napotil proti delu, kjer se je končala sled sledilnega psa. Prav na tem območju, ki so ga nekako spregledali številni policisti, bi Preston našla par bolnišničnih nogavic. Bolnišnične nogavice so morda Leonardove, saj je zapustil ustanovo še vedno v bolnišničnih oblačilih. Preston se je nato srečal s preiskovalci, ki so ob odkritju nogavic namignili, da je pogrešani moški morda v jezeru ali pa ga je nekdo nekako pobral. Nikoli ni prenehala iskati svojega moža in verjame, da nekdo tam zunaj nekaj ve. Po mestih in krajih po vsej državi deli letake, prav tako pa redno objavlja posodobitve na Facebook strani Find Leonard Mercury. Preston je še vedno vključen v primer in je opravil lastne terenske iskalne akcije. Informacije lahko posredujete policiji v Gardnerju na številko 978 632 6500 00. 43-letna Louisa Faulkner in njena 2-letna hči sta leta 1980 izginili v St. Kilda, Victoria, Avstralija. Edini osumljenec je oče deklice, George Sutherland, vendar mu zaradi pomankanja dokazov nikoli niso vložili obtožnice. Louisa, ki je imela 3 starejše otroke, ki so živeli pri njenem bivšem možu, je imela razmerje s Sutherlandom in je ponovno zanosila z njim. 26. aprila 1980 je svoji sosedi Corinne Wilde povedala, da bo obiskala moškega, ki ga je imenovala pridelovalec krompirja v Parker's Cornerju v Gippslandu. Sutherland je bil takrat povezan s krompirjevo kmetijo. Wildova je videla, kako je Louise vstopila v Beo Holdenov poltovornjak, ki ga je vozil tako imenovani postaven Avstralec, ki jo je pobral. Teden dni kasneje sta najstarejša hči in babica Louise našli njeno stanovanje prazno. Louise, ki je zaradi artritisa potrebovala palico za hojo, je to palico pustila za seboj. Njene nočne omarice so bile izpraznjene, manjkali so televizor, kovček, nekaj oblačil in rojstni list njene hčerke. Policija je zaslišala Sutherlanda, ki je sprva zanikal, da bi Louise videl po marcu. Razkrito je bilo, da se je pobotal z ženo, ki se je z njim preselila na kmetijo, vendar je še naprej videval Louise. Lastnik kmetije je imel Beo Holdenov poltovornjak, ki ga je Sutherland smel uporabljati. 2 meseca kasneje je Sutherland svojo posest poceni prodal in se z bivšo ženo preselil v ZDA, preden se je čez nekaj let vrnil v Avstralijo. Louisa je ostala pogrešana vse do leta 2006, ko je anonimno pismo medijem trdilo, da je Sutherland priznal, citiram, da se je znebil, potem ko je zahtevala večjo vključenost v življenje njune hčerke. Kljub preiskavi, Sutherland nikoli ni bil obtožen in ostaja oseba, ki jo policija zanima, medtem ko je Louisina usoda še vedno neznana. Znano je, da človeška DNK vsebuje ostanke izumrlih človeških vrst. Desetletja so nas prepričevali, da smo potomci enega zgodnjega človeka. Vendar so po nedavnih odkritjih naša manjkajoča rodovna linija veliko bolj zapletena. Nismo zgolj razviti potomci Homo erectusa, prav tako nismo zgolj združitev neandertalske in denisovanske DNK. V zgodbi je še več, kar odkrivamo šele v zadnjih letih in v našem iskanju razumevanja ter znanja. Že leta 2020 je pojem skrite evolucijske linije odprl novo skrivnost. Ugotovili so, da zahodnoafriški genomi vsebujejo skrivnostno verigo DNK iz neznane arhaične populacije, ki še vedno ni bila identificirana. Križanje se je verjetno zgodilo približno v istem času, kot je potekalo križanje z neandertalci drugje po svetu. Ugotovili so, da 4 zahodnoafriške populacije, Asan, Mende, Yoruba in Gambici, vse nosijo DNK skrivnostnega, neznanega arhaičnega hominina, človeškega sorodnika, za katerega menijo, da se je od naše linije ločil pred neandertalci. To odkritje je dodalo povsem novo plast človeškemu poreklu, ki sega daleč onkraj denisovcev in neandertalcev. Da bi v sestavljanko dodali še nekaj nezdružljivih koščkov, so raziskovalci v kitajski provinciji Hunan maja 2025 prišli do podobnega odkritja.
Ko so naleteli na okostje, za katerega so menili, da je staro 7100 let, so znanstveniki odkrili označevalce še ene prej neznane človeške veje. To novo vrsto so poimenovali bazalni azijski sinji, kar predstavlja izziv prvotnim predstavam o izvoru tibetanskih in avstroazijskih populacij. Verjame se, da se je ta na novo poimenovana fantomska vrsta ločila od drugih človeških vrst pred približno 40 000 leti. V kombinaciji s študijo iz leta 2020 so letošnje odkritja iz preiskave in analize več kot 100 skeletnih ostankov na Kitajskem povzročila val znanstvenih člankov. Te študije nakazujejo, da so se neandertalci, denisovci in tretja neznana skupina izumrlih ljudi vsaj enkrat križali s še starejšimi populacijami neznanih in izumrlih hominidov, ki imajo fantomske linije, o katerih ne vemo ničesar. Violet Charlesworth, mnogim znana tudi kot May, je bila prevarantka, ki je uspela leta zavajati oblasti v začetku 20. stoletja. In še danes njena usoda ostaja neznana, saj je izginila in je nikoli več niso videli. Violet se je rodila v Staffordu v Angliji leta 1884. Njen oče David je delal kot zavarovalniški agent, medtem ko njena mati Miriam ostala doma in skrbela za Violet ter njene 3 druge otroke. Takoj po prelomu stoletja se je družina preselila v Rhyl v severnem Walesu, kjer so postali dobro znani zaradi svojega bogastva. Krajevni prebivalci so upravljali o Violet, ki je nosila draga oblačila in si jo pogosto videvali po mestu v luksuznih vozilih. Postala je nekakšna manjša zvezda, saj so o njenih dejavnostih pogosto poročali časopisi. Toda leta 1909 se je njeno življenje obrnilo, ko je vozila med mesečino. Maja tistega leta je morala sunkovito zaviti, da bi se izognila nasproti vozečemu avtomobilu in je zato trčila v kozjo kočijo. Nato je bila udeležena v še eni nesreči leta 1909, le nekaj dni preden bi dopolnila 25 let. Ona, njena sestra in njun šofer so se vozili ob obali severnega Walesa, ko je avto trčil v zid. Nesrečna Violeta, ki je vozila, je bila vržena skozi vetrobransko steklo avtomobila in pristala na skalah spodaj. Nato so jo valovi odnesli v ocean in je nikoli niso našli. Vendar pa mnogi verjamejo, da je svojo smrt ponaredila iz neznanih razlogov. Kasneje je prišlo na dan, da je živela nad svojimi zmožnostmi, saj je bila zadolžena za 17 000 funtov oziroma približno 22 000 dolarjev. Tisti, ki so poznali družino, so poročali, da je Miriam že leta govorila, da bo Violeta podedovala bogastvo v višini 70 000 funtov od svojega zaročenca, vojaka, ki je izgubil svoje življenje. Zaročila se je tudi z Edwardom Jonesom, zdravnikom, in ta je privolil v poroko, ko je slišal za njeno skorajšnje dedovanje. Omeniti velja, da je trdila, da bo ta denar prejela, ko bo dopolnila 25 let. Od Edwarda si je izposodila 5000 funtov in mu obljubila, da mu bo vrnila denar, ko bo prejela dediščino. Nato pa je z enako obljubo ukradla še 400 funtov vdovi z imenom gospa Smith. Ta denar je uporabila za laganje na borzi, nakup dragih oblačil in nakup nepremičnin po vsej Veliki Britaniji. Preiskava o njenem izginotju je še vedno potekala in na neki točki so v hotelu na Škotskem opazili žensko z imenom Margareta MacLeod, ki je bila izjemno podobna Violeti in je bila v družbi Violetine sestre. Začele so se širiti govorice, da je Margareta v resnici pogrešana dedinja, vendar je te trditve zanikala, ko so jo o tem povprašali. Nato sta obe ženski odpotovali v Glasgow, kjer sta si delili sobo v hotelu Central Station. In ker so jim bili novinarji za petami, sta se poskušali izogniti pozornosti tako, da sta po odjavi uporabili tovorno dvigalo. A novinar je ugotovil, kaj načrtujeta in jo stisnil v kot, zaradi česar je Violet priznala, da je res ponaredila svojo smrt s pomočjo svoje matere. Ona in Miriam sta bili aretirani in obsojeni na 5 let zapora, čeprav sta odslužili le 3. 27. avgusta 2025 je v Tulsi potekala seja mestnega sveta. Glavna tema tega srečanja so bili prenosi proračunskih sredstev za nepovratna sredstva za razvoj skupnosti ter odlok o brezdomstvu, v okviru katerega bi svet razpravljal o čiščenju taborišč brezdomcev in o tem, ali to povzroča več škode kot koristi. Ob 17. uri
Tisti, ki so bili vključeni v takšna razmišljanja, so se zbrali na drugi ulici v Tulsi, v sejni sobi mestnega sveta v drugem nadstropju, in razprave so se kmalu začele. Ta srečanja vedno nosijo pridih avtoritete in prefinjenosti. Tok, ki bi bil nepričakovano prekinjen kmalu po začetku. Prekinitev je prišla v obliki vznemirjujočega poka. Zbor je bil sneman, kamere pa so ujele prav tisti trenutek, ko je potresu podoben pok stresel celotno stavbo in prekinil govorca sredi stavka. Uradniki so si izmenjali zmedene in zaskrbljene poglede. S široko odprtimi očmi so prečesavali prostor in se spraševali, odkot je prišel ta pok, ki je stresel okna. Skrivnostno je nekaj minut kasneje v stavbi odjeknil še en pok, ki je zgradbo stresel prav tako močno kot prvi. Mestni svetnik Anthony Archie se je spomnil nenavadnega dogodka in pojasnil, kako je ta pok neznanega izvora stresel stavbo in prestrašil vse, ki so bili v njej. Po drugem incidentu so uradniki in oblasti v naglici zapustili stavbo, v upanju, da bodo našli izvor teh zaskrbljujočih pokov. Srhljivo je bilo, da zunaj stavbe ni bilo nobenih znakov česarkoli, kar bi lahko povzročilo te poke. Nekateri so dogodek primerjali s potresom, vendar v času, ko se je zgodil, na tem območju ni bilo zabeležene nobene potresne aktivnosti. Zdi se tudi, da ni bilo nobene meteorološke razlage za pošastni hrup, ki je pretresel svetnike. Če torej ni šlo za potres ali kakšen drug vremenski pojav, kaj je potem bilo? To je vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno tudi nekaj mesecev kasneje, kljub temeljiti preiskavi. Pomanjkanje odgovorov povzroča razumljivo napetost v skupnosti. Sprašujemo se, katera od zloveščih teorij je morda prava. Večina ljudi bi govorice o prekritih predmetih takoj zavrnila kot zgolj vraževerje ali domišljijo. Vendar je veliko ljudi poročalo, da so doživeli nezaslišano smolo po obisku nacionalnega parka Escalante Petrified Forest v Arizoni. Še posebej potem, ko so se odločili odnesti koščke okamenenega lesa iz območja, kar je proti zakonu. Zdi se, da se številni obiskovalci gozda ne morejo vzdržati, da ne bi vzeli spominka svojega izleta, in v mnogih primerih naj bi bile posledice hude. V preteklosti to ni bilo nič nenavadnega, saj so raziskovalci pogosto natovorili svoje vozove s tem lesom, nato pa so ga prodajali prebivalcem bližnjih mest. V tistih časih ni bilo zakonov, ki bi prepovedovali odnašanje lesa, a to se je spremenilo decembra 1962, ko je bil gozd uradno razglašen za narodni park. Od tistega dne dalje je bil vsak, ki so ga ujeli pri odnašanju lesa, kaznovan z globo, vendar to ni odvrnilo nekaterih ljudi, da ne bi skrivaj odnesli nekaj lesa domov. Ob neki priložnosti se je moški odločil vzeti spominek in je storil vse, da bi ukraden kos lesa skril, preden je zapustil park. A kmalu zatem je predmet poslal nazaj v park skupaj s pismom, v katerem je zapisal, da se mu življenje podira in da je prepričan, da ga je gozd preklel. Drug moški je prosil uradnike parka, naj vzamejo ukradeni les nazaj, da bi se njegovo življenje lahko vrnilo v normalno stanje. Drug obiskovalec je povedal, da sta bila s punco skupaj 3 leta, ko sta obiskala park. Preden je odšel, je na skrivaj dal kos lesa v žep in brez opozorila je njegova punca med vožnjo domov nenadoma končala njuno zvezo. Drugi so poročali o resnih zdravstvenih težavah po kraji iz gozda, vendar so se takoj, ko so vrnili les, začeli izboljševati. Nekateri so pripovedovali zgodbe o tem, kako so jih javno ponižali, medtem ko so drugi doživeli nesreče, za katere so verjeli, da se ne bi nikoli zgodile, če ne bi bilo teh prekletih predmetov. Kosi lesa so bili vrnjeni uslužbencem parka z vsega sveta. En moški pa je vrnil svoje ukradene spominke, ki so tehtali več kot 13 kilogramov. Še vedno ni znano, kako mu je uspelo pretihotapiti toliko lesa iz parka, vendar je bilo očitno, da je bila to slaba ideja. Kakorkoli že, upamo, da bodo te zgodbe odvrnile obiskovalce od kraje okamenelih kosov lesa iz zaščitenega območja, kjer je visoka kazen lahko najmanjša njihova skrb. ASKP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder, je s pomočjo radijskih posnetkov ujel nenavadni, izjemno šibki mehurček, ki ga je mogoče videti le na radijskih valovnih dolžinah. Mehurček, skoraj popoln krog, nima očitnega rentgenskega ali optičnega ustreznika.
Te nenavadne značilnosti so anomaliji dale najbolj primerno ime teleos, grška beseda za popolno in dovršeno. Teleos je bil po naključju odkrit, ko je astrofizik Miroslav Flipović raziskoval slike iz zmogljivega radijskega teleskopa. Prav ta nenavadna slika je takoj izstopala, kar je zahtevalo nadaljne raziskave in prevzevo svet astronomije. Sprva so raziskovalci in znanstveniki predlagali, da je oblika zgolj ostanek supernove, vendar je simetrija še vedno nenavadna in za to vrsto objektov povsem neobičajna. Na splošno so razširjajoče se lupine plina, ki ostanejo po eksploziji zvezde, nepravilnih in neprepoznavnih oblik. Popačenja so posledica udarnih valov in kasnejših interakcij z bližnjim kozmičnim materialom, ki so zelo redko enakomerni. Teleos je temu pravilu očitno kljuboval, saj je kazal skoraj brezhibno nenaravno zasnovo. Sferična simetrija je redka in morda celo neobstoječa med znanimi ostanki supernov, kar vodi do špekulacij o natančnem izvoru in naravi eksplozije. Poleg nerazložljive oblike se znanstveniki še vedno trudijo določiti razdaljo, pravo velikost in starost objekta. Strokovnjaki so lahko ponudili le ocene, domneve in teorije. Odvisno od tega, katero izberete, je teleos bodisi mlad in blizu ali pa star in velik. Če je prvo, bi pomanjkanje optičnega ustreznika dodalo plast skrivnosti, ki bi jo drugo razrešilo. Če pa je drugo, se moramo vprašati, zakaj ga prej še nikoli niso opazili. Iskreno povedano, v resnici ne vemo, kaj je teleos, in razlage o njegovem obstoju so zgolj hipoteze. Kljub našemu naprednemu znanju in tehnološkemu razvoju smo znova v temi. Ne vemo, kakšne skrivnosti se skrivajo v bližini ali predstavljajo grožnjo svetu. Leta 1748 se je tisto, kar bi moralo biti veselo potovanje na ladji za mladoporočenca iz Londona, končalo s tragedijo. Zgodba o Lady Love Abend je polna ljubosumja, besa in skrivnosti. Mnogi pa verjamejo, da ladja še danes pluje po morjih. 13. februarja tistega leta sta kapitan Simon Reed in njegova nova nevesta okrcala na ladjo v Londonu in odplula na Portugalsko, kjer sta nameravala preživeti medene tedne. Povabila sta nekaj svojih prijateljev, da se jima pridružijo, in po vseh podatkih je bila posadka, ki je upravljala ladjo, zelo izkušena. Prav tako pravijo, da je bilo vzdušje na krovu ladje polno sreče in praznovanja, z glasbo, ki je igrala, medtem ko so se potniki zabavali. Zdelo se je kot popolno okolje, vendar se je dogajalo nekaj zloveščega, česar Reed ni vedel. Njegov prvi častnik, moški po imenu John Rivers, je gojil neodgovorjena čustva do Reedove žene in ni mogel sprejeti dejstva, da je bil zavrnjen. Da bi bilo še huje, je bila zdaj poročena z njegovim kapitanom in bolj kot so pluli, bolj je bil Rivers jezen. Ko se je ladja približala zloglasnim območju, znanemu kot Goodwin Sands, je Rivers prevzel krmilo in z zlobnim namenom usmeril Lady Love Abend na peščino. Takoj, ko je plovilo zadelo ob peščino, se je začelo polniti z vodo in posadka je vedela, da ni upanja, da bi rešili situacijo. Kljub vsem svojim prizadevanjem jim ni uspelo zapustiti ladje, ki jo je hitro zajelo morje, in vsi na krovu so izgubili življenje. Novica o tragediji se je hitro razširila in čeprav so mnogi sočustvovali z Riversom, niso mogli odobravati dejstva, da so njegova dejanja stala življenja toliko ljudi, vse zaradi njegove ljubosumne narave. Ničesar ni bilo mogoče storiti glede tega, dogodek pa je bil v zgodovinskih knjigah zabeležen kot tragedija, ki bi jo bilo mogoče preprečiti. Kmalu so spomini na Lady Lovebond in njene potnike začeli bledeti. Toda natanko 50 let kasneje se je zgodilo nepredstavljivo. 13. februarja 1798 je skupina ribičev, ki je plula blizu nevarnih Goodwin Sands, naletela na nepojasnjen prizor. V vodi pred njimi se je nenadoma pojavila Lady Lovebond, vendar ni bila več čudovita ladja, kakršna je bila nekoč. Moški so poročali, da so okoli nje videli nenavadno zeleno svetlobo in da so slišali veselo glasbo, ki je prihajala z ladje. Druga ladja, škuna, ki je plula na tem območju, je prav tako poročala, da se je Lady Lovebond pojavila tako nenadoma, da je moral kapitan škune izvesti izogibni manever, da bi preprečil trčenje. Nihče ni nikoli poročal, da bi videl katerokoli člana posadke ali potnika na krovu.
Vendar mnogi verjamejo, da so v resnici še vedno na ladji, obsojeni, da plujejo po isti poti za vso večnost. Samostojno potovanje, zapuščen avto, 922 in 650 hektarjev narodnega parka. To so vznemirjajoči elementi, ki prevladujejo v nenavadnem primeru prebivalke Missourija, Angel Boulia. Angel se je rodil in odraščal v St. Louisu, Missouriju. Po diplomi na Univerzi Lawrence v Wisconsinu pa se je preselil v Chicago. V Chicagu ni ostala dolgo in oktobra 2025 se je vrnila v St. Louis. Tukaj si je zagotovila službo v igralnici River City, ki bi jo morala začeti novembra. Nažalost, Angel nikoli ni dobila priložnosti začeti nove službe, saj je prav tistega meseca nepojasnjeno izginila. Bilo je 6. novembra, ko je 26-letna Angel sedla na letalo za Port Angeles v Washingtonu. Preden bi začela z delom v igralnici, si je želela obiskati Narodni park Olympic. To je bilo njeno prvo samostojno, spontano potovanje v naravni rezervat, ki obsega 922,650 akrov. Sprva je Angel načrtovala, da bo tam ostala le nekaj dni in je dala vedeti, da se bo domov vrnila 10. novembra. Nepričakovano pa se je odločila, da bo svoj obisk podaljšala za nedoločen čas. 11 dni potem, ko je zapustila obdobje St. Louisa, so Angel nazadnje videli, ko je nakupovala v Port Angelesu, kjer je bila na posnetkih nadzornih kamer videti sama. Na posnetku jo je mogoče videti, kako naj bi v Walmartu kupila za $800 opreme za kampiranje, kar nakazuje, da je bil njen obisk v Narodnem parku Olympic precej daljši, kot bi kdorkoli pričakoval. En dan potem nakupuje svoji materi poslala svojo sliko, na kateri se smeji, in izporočila, da je z njo vse v redu. To je bilo zadnjič, ko se je Angel komorkoli oglasila. Dan zahvalnosti je prišel in minil, mlada ženska pa se ni oglasila svoji družini. Takoj so vedeli, da je nekaj narobe. Minilo že nekaj dni, Angelova mama pa se je trudila, da ne bi paničarila. Končno je bila 27. novembra prisiljena opraviti tisti žalosten telefonski klic na policijsko postajo Port Angeles. Kasnejša preiskava je prinesla zadnje posnetke nadzornih kamer, ki so nakazovali, da bo Angel ostal v parku dlje časa. Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil njen telefon nazadnje uporabljen 18. in da potem na njenih družbenih omrežjih ni bilo nobene aktivnosti. V tistem času je pogrešana ženska najemala vozilo Ford Bronco Sport letnik 2025. Avtomobila niso našli vse do konca meseca, zapuščenega pri izhodišču poti Solduk v parku. Opravili so temeljit pregled vozila, med katerim so naleteli na več pretresljivih odkritij. Preiskovalci so našli kamp opremo, ki jo je mlada ženska kupila, kar je nakazovalo, da ni nikoli imela priložnosti, da bi jo razpakirala. Našli so tudi 3 sendviče Subway, ki niso bili pojedeni, kupljeni pa so bili v Walmartu v Washingtonu. Nato so naleteli na zelo nenavadno najdbo. V prtljažniku Angelovega najetega avtomobila so našli kontrolni seznam vzdrževalca Olimpijskega parka in opremo za bazen. Njeni materi so sporočili, da so vzdrževalca, kateremu so predmeti pripadali, zaslišali. A policija ni razkrila, do kakšnih informacij so prišli med tem zaslišanjem. Neimenovani delavec ni bil označen za osumljenca, Angel pa še vedno skrivnostno pogrešan, brez sledu. Vse informacije o tem, kje se nahaja Angel Boulia, lahko sporočite na telefonsko številko za namige Olimpijskega narodnega parka 888 653 0009. Nikoli ni dober znak, ko policijo pokličejo na območje, kjer se ljudje pritožujejo zaradi slabega vonja. In točno to se je zgodilo v Flagstaffu v Arizoni leta 1916, kar je privedlo do skrivnosti, ki ostaja nerazrešena še danes. Takrat je bila May Prescott znana lastnica bordela na tem območju. Svoj posel je vodila iz njihovih penzionov in bila je znana kot odločna ženska, ki ni prenašala slabega vedenja svojih strank. Vendar penzioni niso bili edine nepremičnine, ki jo je May imela v tem območju. Bila je uspešna poslovna ženska, ki si je v Flagstaffu pridobila veliko prijateljev in po navedbah virov so jo imeli radi vsi, ki so jo poznali. Vendar se zdi, da je nekdo v skupnosti imel drugačno mnenje o May.
Njen primer se je začel 30. avgusta 1916, ko so njeni sosedje ugotovili, da je že več dni niso videli, kar je bilo zelo nenavadno. Odločili so se, da bodo šli do njene hiše, da bi preverili, kako je z njo. A ko so se približali, so zaznali močan vonj, ki je prihajal iz doma May in Freda, ki je bil lesena baraka, in ker so se bali, kaj bi lahko našli notri, so poklicali policijo. Situacija se je zdela resna, in ko je policija prispela, so se njihove najhujše bojazni potrdile. Ko so vstopili v barako, so našli par mrtva in bilo je jasno, da sta življenje izgubila že nekaj dni prej. Tako Mike kot Fred sta bila napadena z rezilom in strelnim orožjem, nato pa je napadalec poskušal uničiti dokaze, tako da je ostanke zažgal. Postelja, v kateri so jo našli, je bila zoglenela, prav tako zgornji deli njunih ostankov. A ogenj se ni razširil in je ali ugasnil sam, ali pa ga je iz neznanih razlogov pogasil napadalec. Tekočina je bila najdena na različnih delih koče, vključno s tlemi in posteljo. Nekateri so verjeli, da je bil to pospeševalno sredstvo, ki ga je napadalec uporabil v upanju, da bo koča zagorela, vendar to nikoli ni bilo potrjeno. Sadnik Harrington, mestni mrliški oglednik, je kasneje izjavil, da sta bila, ko je prvič videl trupli, zakonca stisnjena drug k drugemu. Fred pa je imel v roki strelno orožje, kar se mu je zdelo zelo nenavadno, glede na položaje, v katerih so jo našli. Ko so preiskali kočo, je policija našla britvico z biološkim materialom. Zunaj pa so našli še eno, vendar je bila ta veliko starejša, zarjavela in verjetno ni bila povezana s kaznivim dejanjem. Na vratih bližnje shrambe so odkrili odtis dlani in biološki material. Na tleh pa so našli še več enakega materiala. Nihče ni imel pojma, kdo bi lahko napadel par, zato so preiskovalci zaslišali veliko ljudi. Nekateri prijatelji May so jim povedali, da je Fred bil v Teksasu in se je vrnil šele 4 dni pred napadom, ter da njuno ponovno srečanje ni bilo srečno. Veliko ljudi je izvedelo, da ima Fred več afer in so ga zaradi tega soočili, kar je povzročilo burno prepije. Ugotovljeno je bilo, da je nekdo ponaredil pismo, v katerem je napadalec poskušal krivdo predložiti na Freda, vendar nihče ni verjel, da je to res, saj si ni mogel sam povzročiti ran, ki jih je utrpel. Primer je bil označen kot umor, vendar policiji, kljub vsem prizadevanjem, ni uspelo najti dodatnih dokazov. Sčasoma je primer ostal nerešen. Nihče ni bil nikoli imenovan kot osumljenec in morda nikoli ne bomo izvedeli, kdo je pred več kot stoletjem končal življenje tega para. Nekaj nenavadnega je vstopilo v neposredno atmosfero našega doma, planeta Zemlja. Morda je to komet ali pa morda stara zvezda. Morda je to nezemeljska bojna ladja, ki poskuša vzpostaviti stik, pravi en kontroverzen znanstvenik. Ker še ni bilo ponujeno nobeno verjetno pojasnilo, vemo le, da 3i Atlas ni nič običajnega. 1. julija 2025 je teleskop, financiran strani NASA, znan kot Atlas, opazil nenavaden medzvezdni objekt, kar je bilo tretje potrjeno opažanje v zgodovini. Od njegovega odkritja je bil 3i Atlas večkrat opažen, tudi s pomočjo vesoljskega teleskopa Jamesa Webba, ki ga je ujel s svojim bližnje infrardečim spektrografom. Vesoljsko plovilo Psyche je prav tako sledilo domnevnemu kometu in v obdobju 8 ur opravilo 4 opazovanja. Misija Punch je prav tako zajela slike nebesnega telesa in uspela ustvariti razločne slike nenavadno kratkega repa za komet. Rep pa ni edina nenavadna stvar pri tem objektu. V zadnjih nekaj mesecih se je pojavilo več anomalij, ki so znanstvenike pustile brez odgovorov. Opazili so, da bo Atlasova tirnica leta 2026 pripeljala zelo blizu Hillove sfere Jupitra, ki je na 53,5 milijona kilometrov, kar je velika gravitacijska meja planeta, ker prevladuje Jupiterjeva gravitacija nad Sončevo. To nenavadno poravnavo obravnavajo kot naključje, hkrati pa je sprožila ugibanja, da se objekt morda namerno premika proti temu območju iz neznanega razloga. Atlas je poleg tega pokazal nekaj nenavadnih sprememb barv, opaženih na sonarnih slikah. To nebesno telo je tudi nenavadno veliko za medzvezdni objekt, saj ocenjujejo, da njegova masa znaša več milijard ton, zaradi česar je težje od Oumuamue in Borisova.
Po mnenju kontroverznih astronomov in vernikov, v Nezemljane to opazovanje izpodbija pričakovanje, da obiskovalci iz vesolja morda niso tako majhni, kot smo mislili. K nenavadnostim Atlasa prispeva tudi njegova izjemno negativna polarizacija, kar je zelo nenavadno za komet in tega pri drugih objektih v osončju še niso opazili. In kar je še bolj nenavadno, objekt očitno nima tradicionalnega prašnega repa, kar je sprožilo razprave o njegovem izvoru in naravi, ter nakazuje, da je bodisi veliko bolj kamnit, kot so sprva mislili, ali pa morda tehnološkega izvora, kot menijo nekateri. Domnevni komet, ki izpolnjuje le nekatere kriterije za komet, so opazili, da je postal svetlejši kot kdajkoli prej, poleg tega pa je bolj moder kot Sonce. Domnevno ima usmerjene curke proti Soncu in stran od Sonca, kar nakazuje na ogromno površino. Znanstveniki so opazili tudi presenetljivo stabilno tirnico, kar postavlja pod vprašaj idejo, da gre za naravni komet. Sporni astronomi, kot je Avi Loeb, so trdili, da bi lahko bila posebnosti 3E Atlas posledica njegove nenaravne sestave in nezemenske tehnologije. Opozarja, da bi moralo biti človeštvo pripravljeno na nepričakovan in morda nezaželen obisk. Drugi znanstveniki so trdili, da je mogoče zelen sij, visoko koncentracijo niklja in CO2 ter nenavadno obnašanje pojasniti s preprostimi, še neznanimi naravnimi procesi. Kar strokovnjaki niso mogli pojasniti, je zakaj komet vsebuje ključne sestavine za življenje, vključno z metanolom, vodikovim cianidom, ogljikovim dioksidom, nikljevo paro in vodnim ledom. Zaenkrat ostajajo trditve o bioloških podpisih in nezemeljski tehnologiji zgolj špekulacije. Še vedno pa v resnici ne vemo, kaj je 3E Atlas, od kod je prišel ali zakaj. Policija v Tasmaniji v Avstraliji je izjavila, da so izjemno zaskrbljeni za dobrobit para. 72-letni Gregory Vaughn in njegova partnerka, 66-letna Kim Varner, sta izginila potem, ko sta se odpravila na polet z majhnim letalom. Primer se je začel 2. avgusta 2020, ko sta Gregory, Kim in njun pes Molly vstopili v zeleno dvosedo letalo Bristol SLSA na letališču Georgetown in se odpravili proti osrednjemu delu Novega Južnega Walesa. Na poti bi se morala ustaviti v Viktoriji, da bi natočila gorivo v letalo, vendar tja nikoli nista prispela. Ko je družinski član ugotovil, da zelo zamujata, ga je zaskrbelo in je začel iskati pomoč pri njunem iskanju. Gregor ni bil novinec pri letenju z manjšimi letali, saj je to počel že dolgo časa in bi vedel, katere postopke mora upoštevati. Ko je eden od prijateljev para ugotovil, da ni slišal radijskega sporočila o vzletu z letališča Georgetown, je domneval, da je nekaj povzročilo zamudo pri njunem vzletu. Odpravil se je na letališče in povsem pričakoval, da bo Gregorja in Kim našel, kako čakata ob letalu. Ko pa je prispel, ga je presenetilo, ko je ugotovil, da letala ni več tam in da sta par že vzletela. Predsednik Združenja letališč David Brewster je delal v bližnjem hangarju, prijatelj pa se je obrnil nanj s svojimi skrbmi. Davidu je povedal, da ga skrbi, ker ni slišal klica za odhod, pa tudi zato, ker se par od vzleta ni oglasil nikomur po radiju. To je takoj sprožilo alarm, saj je bilo znano, da Greg med pilotiranjem letala nenehno komunicira prek radijske zveze. In večkrat ga je uporabljal celo preveč, zato je bila njegova tišina še toliko bolj zaskrbljujoča. Prvi korak je bil, da so stopili v stik s službo Air Services Australia, pri kateri sta moška povprašala, ali so kaj slišali od Gregorja ali Kima, vendar sta dobila le malo odgovorov. V melbournskem centru je pravkar prišlo do menjave izmene, zato bi morali, da bi ugotovili, ali sta se par oglasila, pregledati vse svoje posnetke radijske komunikacije za tisti dan, česar pa niso bili pripravljeni storiti brez potrditve, da gre za nujen primer. Namesto tega jim je center naročil, naj preverijo, ali je letalo prispelo na cilj, in če temu ni tako, naj obvestijo oblasti ter ekipe za iskanje in reševanje. Ker nista želela tako dolgo čakati, sta nato vzletela z letalom in začela iskati na lastno pest. Letela sta z letališča Georgetown do obale in prečesavala tla pod seboj v iskanju kakršnega koli znaka zelenega letala, vendar brez uspeha. Verjamejo, da je morda prišlo do okvare radija na letalu in da Gregory ni vedel, da njegovih radijskih prenosov niso prejemali.
Nenavadno je bilo, da letava niso zaznali na radarju za spremljanje letov in jasno je bilo, da je šlo nekaj zelo narobe. NATO so se vrnili na letališče in obvestili oblasti, ki so začele iskalno akcijo. Policijski helikopter je iskal iz zraka v upanju, da bo opazil letalo. Iskalno območje je vključevalo Flinders, Cape Barren in Chapel Islands, vendar več kot 4 mesece kasneje ni bilo najdenih nobenih sledi Gregorija, Kima ali Mali. Ker ni bilo nobenih sledi letala ali razbiti nesreče, so iskanje na koncu prekinili, ne da bi našli kakršnekoli odgovore. Policija je dodala, da niso našli nobenih dokazov o sumljivih okoliščinah in da preiskava še vedno poteka. Svoji družini je povedal, da se vrača domov iz službe, vendar so minili že 3 meseci in še vedno ni stopil skozi vrata. Joel Dino Valdez, veteran Marincev, je delal kot izučeni monter daljnovodov za podjetje znano kot American Power. To delo, ki je bilo 6 ur oddaljeno od njegovega doma v Coyoteju v Novi Mehiki, mu je omogočalo, da je preživljal svojo ženo in 3 majhne otroke. Joel je redno opravljal dolgo vožnjo iz Silver Cityja do Coyoteja in se vedno vrnil domov. A 18. september 2025 je bil drugače. Tistega dne se je dogajalo nekaj nenavadnega in karkoli že je bilo, za sabo je pustilo skrivnost. Ob 14:30 je 36-letnik poslal sporočilo svoji ženi, kot je to storil vedno, ko je zapustil svoje delovno mesto. Obvestil jo je, da zapušča Silver City in da je na poti domov. Minevale so ure brez nadaljnih novic od Joela in ko naslednji dan še vedno ni prispel, je bila družina razumljivo zaskrbljena. Preden so ga prijavili kot pogrešanega, sta Joelova žena in preostala družina večkrat poskušali stopiti v stik z njim. Ti poskusi so vsakič spodleteli. Z nekaj samostojnega raziskovanja so odkrili, da je bila kreditna kartica zdaj pogrešanega moškega uporabljena na območju Santa Feja okoli 17:40, na dan, ko so ga nazadnje slišali. Bančni izpiski so razkrili strošek za gorivo na bencinski črpalki Allsops na Sirius Road. Na računu je bila tudi dodatna transakcija, dvig gotovine na bližnjem bankomatu Wells Fargo. Po besedah družine, ti 2 transakciji nista bili nič posebnega, vendar pa je bila nedvomno nenavadna odsotnost komunikacije. Minil bi še en dan z dodatnimi stroški na kartici, kar je zdaj začelo vzbujati skrb. Tokrat je šlo za velik nakup goriva, ki bi zadostoval za polnjenje več vozil, ne le Joelovega Chevrolet Silverada 2500 iz leta 2015. Po teh stroških je žena pogrešanega moškega preklicala kartico. 21. septembra se je sprijaznila z mislijo, da se njen mož ne bo vrnil domov in se je odpravila na težko pot do lokalne policijske postaje, kjer je prijavila, da je Joel Valdez pogrešan. Le dan potem, ko je izginotje postalo javno, je priča prijavila prizor, ki je vzbujal upanje. Trdili so, da so videli Silverada v Albuquerqueju, čeprav ni bilo pojasnjeno, ali so vozilo videli tisti dan ali v dneh predtem. Joelov tovornjak trenutno ostaja pogrešan. Okoliščine tega dogodka so bile ocenjene kot sumljive, saj obstaja sum, da nekdo, ki ni Joel, uporablja njegovo kreditno kartico, kar še vedno poskušajo početi, tudi potem, ko je bila preklicana. Policija Zvezne države Nova Mehika preiskuje izginotje, pa tudi 6 nepooblaščenih uporab in poskusov uporabe kartice tega moškega. Informacije o tem, kje se nahaja pogrešana oseba, lahko posredujete policiji Zvezne države Nova Mehika na številko 505 841 9256. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se tudi naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.